Tako, ponovno lepo pozdravljeni, še vedno tukaj na Miklošičevi ulici 34, smo v volilni kavarni, še dobrih 5 dni je do državnozborskih volitev. Tukaj vas še vedno čaka našo prijazno osebje, ki vam deli kavice, naš robot Viktor, ki vam lahko pove kaj več o našem programu, in pa naša kandidatka, gospa Tina Bregan. Lepo pozdravljeni, živjo. Živjo. Ravno kar ste prišli iz Mestne občine Ljubljana, kako je bilo tam, kdo vas je tam čakal? Povejte nam kaj več. To smo šli pa z mojimi Ptujčani. Smo si šli pogledat Rotovž, tako da smo imeli malo zmajsko-kulturnega pregleda. Potem smo se sprehodili po Ljubljani in ugotavljamo, da Ptuj, Petovijo, najstarejše mesto, noriška provinca in Emona, Ljubljana kot glavno mesto, lahko dejansko tako sodelujejo, kot sodelujemo mi na naši skupni listi. Tako da mi smo ljudje sodelovanja in mislim, da to sodelovanje v naših ljudeh traja pravzaprav že od rimskih časov dalje. Župan Ljubljane vas je tam sprejel? A ne, zanj smo pa verjetno premalo pomembni, ampak veste, pomembno je, da smo si mi šli pogledati mestno hišo in da smo pravzaprav skupaj, tako kot hodimo po Ptuju, da smo se sprehodili tudi po Ljubljani. Ste pa tudi funkcionarka znotraj MOL-a, Mestne občine Ljubljana. Povejte nam, koliko mandatov že in kako sooblikujete politiko Ljubljane? Drži, sem mestna svetnica v Ljubljani. Po nekaj letih premora sem pripeljala z mojo ekipo iz Ljubljane, tako iz Slovenske ljudske stranke kot iz naše dežele, Slovensko ljudsko stranko ponovno v mestni svet. Moram pa reči, da sem včasih na teh sejah mestnega sveta tako razočarana in si včasih mislim, da bi ljudje morali pogledati samo eno sejo od začetka do konca, pa verjetno sedanji župan ne bi bil nikoli več župan mesta. Kaj pa sedaj vaše mnenje na Štepansko naselje in težave z parkiranjem? Ja, ljudje v Štepanskem naselju so v veliki stiski in to, da so pravzaprav mestne oblasti dejale, da so si sami izbrali ta način, da jim odvažajo z pajkom avtomobile, to seveda ne drži, pa da so si sami izbrali, da nimajo tam parkirišč, tudi to ne drži. Jaz sem sicer bila z njimi na zvezi, ampak moram reči, da zdaj v tej kampanji enostavno nimam dovolj časa, ker sem praktično ves čas v pogonu od jutra do večera, od Fašenka naprej, ker kandidiram v Halozah. Nisem pa pozabila na Štepansko naselje in na Fužine, tam imajo podoben problem, tako da verjamem, da po tej volilni kampanji za državni zbor bomo pa našli neko rešitev tudi zanje. Ja, vsekakor se je potrebno pogovarjati in to, da ljudje stanujejo in da ne morejo z avtom domov, to mislim, da ni sprejemljivo. Glede na najin pogovor, verjamem, da ljudi to zanima, ne? Vi ste mestna svetnica v Ljubljani, ampak kandidirate v Halozah. Kako to? Ja, veste kako, Haloze so en strašno zanimiv in zelo lep del Slovenije. To je eden največjih okrajev volilnih Ptuj 3, ki sega od Haloz, od Kidričevega do Zavrča, Vidma, Majšperka, Cirkulan. Skratka, tukaj je zelo veliko gričkov, gor in dol z prečudovito pokrajino. Z temi goricami, z vinogradi, z krasnimi ljudmi, z velikim srcem. In mislim, da to, da sem se odločila, da kandidiram tam, kažem s tem kot predsednica SLS dober vzgled. S tem ljudem sporočam, da Slovenija ni zgolj Ljubljana. Slovenija je tudi naše podeželje, pomembno podeželje. In v Halozah do sedaj še ni kandidiral noben predsednik stranke. Tako da Halozam s tem dajem svojevrstno podobo, pečat in tudi moč. Ne nazadnje, če bodo izvolili, bodo imeli ministrico. To je pomembna
funkcija. Tako da jaz verjamem, da Haloze z vso svojo zgodovino, ne nazadnje, tam je tudi moja mama preživela en del svojega otroštva, sama velikokrat reče, da tisto otroštvo ob Dravi, od Ruš do Kidričevega in do Ptuja je bilo pravzaprav njeno najlepše obdobje. In včasih se moja mama tudi vpraša, kje so zdaj njene sošolke, ki so bili takrat to otroci viničarjev. Tako da to je morda zanimivo, seveda je potem družina šla v Ljubljano, kjer je moja mama postala zdravnica, ampak mislim, da ta srčna navezava z Halozami, poleg te seveda tudi racionalne odločitve, da Haložanom damo možnost, da izvolijo žensko, zdravnico, ministrico, da je to pomembno sporočilo. In to je sporočilo tako njim, kot tudi mojim članom stranke, da je potrebno delati. V Halozah je potrebno imeti škornje ves čas gor, treba je narediti ne malo kilometrov gor in dol po njihovih cestah, tako da mislim, da je to prava pot. Brez dela ni jela in tudi v volilni kampanji velja podobno. Ok, greva zdaj na volilno kampanjo, še par dni je do konca. Kakšne so še aktivnosti, se pravi do nedelje z vaše strani, pa povejte mi najbolj zabaven dogodek v času te kampanje v tem mesecu. Se je kaj takega zgodilo? Morate pomisliti, pol vas že nekaj ni tako ruknilo, po domače rečeno. Oja, ruknilo je mene več stvari, a ne da moji No, povejte, zaupajte našim gledalcem. Mislim, ni tudi vse za gledalce, ne? Kaj lahko ostane tudi za nas. Okay. Pravzaprav me je mogoče, najbolj so se mi usedli ljudje. To so ljudje, ki so nekateri imeli tudi težke izkušnje v življenju, pa so ohranili svoje mehko srce. In to, da kljub težkim izkušnjam ohraniš mehko srce, to je tista največja vrednost. Tako da so se mi najbolj v srce usedli prav Haložani, tudi ti, ki so v Ravnici. Se je pa pravzaprav vse začelo že malo prej za fašenkom. Saj veste, ptujski konci, fašenk 14 dni, Noro. Je vse out, samo za fašenk se živi in moram reči, da to, kako oni odprejo ne samo svoja srca, oni odprejo vrata svojega doma za vse, to pa je nekaj, kar sem jim pa globoko hvaležna in to bom pa nesla s sabo. Mogoče poleg ptujskega karnevala, ki je bolj organiziran, so tukaj še Markovci, pa tukaj so cirkulane. A veste, to gre, cela vas diha, živi, oblikuje maske. To je res pravi sprevod. In ko cela vas vsi, od najmanjših do najstarejših sodelujejo v povorki, česa lepšega jaz še nisem doživela in sem jim res hvaležna. Upam, da bodo ljudje morda po tejle moji kandidaturi drugo leto, da bodo prišli tako v cirkulane, kot v Markovce, kot tudi na Ptuj. Predsednica Tina, še zadnje vprašanje, dajte nam povedati, kakšen ste vi človek izven politike? Kakšen človek? Kakšno vprašanje je pa to? Ja, recimo, kaj počnete izven vaših političnih dejavnosti kot predsednica, ne? Doma, recimo, kakšna hišna pravila, tako, da vas še na ta način spoznamo. Ne? Zdajle sem pa zelo malo doma. Zdajle sem pa res od jutra do večera, tako da moja družina trpi, ali pa morda bo kdo rekel, vse so že veliki, pa so kar malo zadovoljni. Ko mačke ni doma, miši plešejo, ne? Ampak ja, drugače, jaz imam zelo rada rože, rastline, tako da komaj čakam, ne vem, če ne bom v soboto malo zakopala roke v zemljo, imam že nekaj čebulic, tako da upam, da bom imela čas, da to naredim, zato da me bodo po volitvah pričakale cvetoče rastline. Rada imam živali, kar se tiče domačih opravil, pa zelo rada pečem. Tako da zdaj recimo tudi v tem stresnem času sem pravzaprav vmes naredila štrudel, pa sem nekaj spekla, pa juho sem naredila tudi tako. Zdaj, zakaj? Zato, ker imam kar majčkeno slabo vest, ne? Zdaj pač otroci, mož so sami doma, saj znajo zase poskrbeti, ampak se mi zdi, da to pa je nekaj, kar traja že zdajle pravzaprav kar nekaj tednov
in se jim bom poskušala po volitvah oddolžiti. Gospa Tina, jaz se vam najlepše zahvaljujem. Na koncu vsakega kandidata vprašam, kam gre naša skupna lista v... Akcijo!